Narediti test tega novega M850 je najtežje delo na svetu. Resno, težje kot delo v rudniku. Če rečem, da ni v redu, bom užalil vse inženirje, ki so se trudili narediti fantastičen avto in mogoče tudi vas, ki sanjate, da bi se z njim kdaj zapeljali. Če ga samo hvalim, bom užalil sebe in svoje prepričanje, zato vam moram zdaj razložiti, zakaj temu tehnološkemu biseru vseeno nekaj manjka. Osmica je pri BMW-ju vedno pomenila nekaj posebnega. V bistvu nekaj tako zelo posebnega, da je prejšnja eden tistih legendarnih avtomobilov, ki me še vedno vzburja. No, saj veste, kaj mislim. Če se mimo mene pripelje kakšen 850 CSI, skoraj kričim. Če bi imel še vedno svojo sobo, bi bil na steni sigurno plakat tega avtomobila. Spalnici pa žena ne pusti. Jaz pa njej ne slike od Backstreet Boys. Prva stvar, ki mi ne odpre čeljusti, je njegov izgled. Seveda je lep, seveda je nizek, seveda je športno eleganten, super je, ampak se kar izgubi med ostalimi. Vsaj barva bi morala biti bolj živahna, če že, ker vem, da s tem avtom nočete biti diskretni, sicer bi vzeli petico s močnim motorjem in bi bilo to. Znotraj sem vse že 100-krat videl. Iste merilnike, enako srednji del armaturne plošče, enak zaslon. Seveda spet, čisto nič ne manjka in vse je do potankosti premišljeno, vredno pohvale, ker so materiali odlični, izdelava tudi, ergonomija štima. Ampak spet, nič posebnega. Osmica je dejansko postala naslednik šestice, ne pa naslednik prejšnje osmice. Vedeti morate, da avto stane skoraj 170 000 evrov, kar je morda res le pol cene ostalih podobno zmogljivih GT-jev, so pa vseeno to zelo visoki zneski in kupci so tukaj zelo zahtevni. Ne da je tehnološko tukaj, kot rečeno, čisto vse štima, želijo si nekaj več in to tudi pokazati. In čuti, da so kupili poseben avtomobil, da jih ves čas razvaja delo inženirjev, ki so se potrudili prav za njih. Saj veste, kaj mislim. In to manjka tudi v vožnji. S takšnim 4,4 litrskim 8-valjnikom je avto nenormalno hiter. 3,7 sekunde potrebuje, da stojim pri 130 km/h, je bolj miren in bolj pohlevan kot pa nova trojka pri 50 km/h. Pač 530 konjičkov oziroma skoraj 400 kW moči, tile dve toni premika izjemno lahkotno. In v bistvu je tudi precej udoben, kljub velikim platiščem. No in ko se boste hitreje zašilili ovinke, bo tudi tam fantastičen, seveda z upoštevanjem velikosti avtomobila. Z tehnološkega vidika gre težko bolje. So pa tudi med vožnjo stvari, ki me motijo. Recimo pokanje iz izpušne cevi v programu Sport Plus. Ja, tudi s takšnimi malenkostmi se dejansko ukvarjam. Samo 2 km sem potreboval, da sem ugotovil, da je pokanje vedno identično. Ne glede na izbrano prestavo, ne glede na prestavljanje, vedno naredi enak rom-pom-pom. Kar pomeni, da je nekdo odmeril točno določeno količino goriva, ki sme eksplodirati v izpušni cevi in poskrbeti za pokanje. Če ste kakšen programer, če imate OCD ali pa enostavno res obožujete red, vam bo to zelo všeč. Vedno je vse predvidljivo. Meni, ki sem očitno še malo bolj tiste stare šole, pa gre to malo na jetra. Bi želel malo več samovolje. Naj poka, kot se mu sprdne. Ko bom pisal test in mu na spletni strani dodajo oceno, bom v precepu. Tehnološko si zasluži skoraj čisto petico, ker ne najdem niti ene tehtne stvari, ki ne bi bila v redu. Notranjost je itak cela pornografija, sedeža še posebej, vozniško je odličen, gre kot satan, zasloni so v redu, opreme je veliko. Ne zaigra pa na moja čustva, kot bi pri tej ceni moral. In zato ta sigurno nikoli ne bo na steni moje spalnice. Tudi če bi žena dovolila.